Prav prisrčno pozdravljeni vsi, ki bi radi izvedeli, zakaj se staramo in zakaj ne. Veliko veselje mi je, da vas v današnjem popoldnevu lahko gostim v imenu Znanstvenega sveta Nacionalnega inštituta za biologijo, pa tudi malo v mojem imenu. Tisti, ki delo našega inštituta malo bolje poznate, veste, da kljub biologiji v imenu poskušamo na biologijo gledati čim širše in jo postavljati v kontekst celotne družbe. Kako bi sploh drugače, saj prav vse, s čimer se ukvarjamo, zadeva prav vsakega od nas. Od pestrega okolja, hrane in genetike, rojstva, smrti ter zdravja vseh organizmov našega planeta, če omenim le najvidnejše. Iz tega stališča je še kako pomembno, da naše vedenje združujemo z vedenji drugih področij, od družboslovja, humanistike pa tudi umetnosti. In lahko neskromno rečem, da nam to velikokrat prav dobro uspe. V današnjem popoldnevu bomo na tak povezovalni način skušali osvetliti proces, ki morda ne zveni zelo lepo, a naši gostje že na pogled demonstrirajo to misel. Ali kot je rekla meni ljuba igralka Ingrid Bergman, starati se je, kot bi se vzpenjal na goro. Malo ti zmanjkuje sape, je pa razgled za to mnogo boljši. Preden prisluhnemo našim gostom in še posebej glavni govornici profesorici Tamari Lah Turnšek, bi prosila direktorica našega inštituta, profesor Majo Ravnikar, da otvori današnji dogodek. Lepo pozdravljeni, dragi gostje, dragi gosti, dragi kolegice, dragi kolegi, seveda razpravljalci te okrogle mize in vsekakor naša iniciatorka te okrogle mize, profesor dr. Tamara Lah Turnšek. Za začetek bi rada delila z vami svoje občudovanje do odlične znanstvenice in dolgoletne direktorice našega inštituta Tamare, ki se je pridružila našemu inštitutu v zelo drugačnih časih, ko je bil inštitut približno za tretjino zaposlenih trenutnega obsega in je deloval kot sorazmerno majhna raziskovalna inštitucija in tekom njenega direktorovanja je postavila organizacijsko in strokovno inštitut v bok največjim inštitucijam z tega področja na svetu in v Sloveniji, da je postal prepoznaven in to je delala nekako vzporedno svojo odlično znanstveno kariero, peljavo novega področja na inštitutu, biologijo raka, tudi novega oddelka na tem področju. Pod njenim vodstvom je bila zgrajena morska biološka postaja v Piranu, pridobili so tudi raziskovalno plovilo in prizidek v biološkem središču, v katerem sta se nastanila kar dva oddelka, ki sta zdaj nekako že preko 100 zaposlenih šteta in brez tega njenega vpliva in energije, takega razvoja se kakor ne bi mogli doseči. Zdaj, seveda je to en del njenih uspehov. Drugi del je pa to, da ona ni le znanstvenica, Tamara, ti si tudi pedagoginja in jaz sem vedno občudovala vse te tvoje aktivnosti hkrati, ker poleg tega si bila pa tudi vedno zelo aktivna pri pisanju različnih člankov, ne samo znanstvenih, ampak tudi poljudnih, ker vemo, da je posebna veščina, ki jo je treba znati, ta komuniciranje znanosti in sploh naših misli ni enostavna zadeva. In poleg tega si bila tudi zelo aktivno udeležena pri spodbujanju žensk v družbenem prostoru, tako v znanosti tudi kot sicer, zaradi česar smo ti nekatere še posebno hvaležni, ker si to znala tudi zelo dobro izpeljati na našem inštitutu. Tako da zdaj imamo že težavo s tem, kako bi enakost spolov zagotovili v drugo smer. Posebnost med inštitucijami. Zdaj mogoče bi še to povedala, da je tudi tvoja vztrajnost, energija in vse, kar si prispevala v skoraj 14 letih truda pripeljala do tega, da pravkar zaključujemo v letošnjem letu gradnjo naše nove stavbe biotehnološkega stičišča, ki je za inštitut izjemnega pomena.
Tako da bi jaz ob tej priliki se ti rada zahvalila za vso to tvojo energijo, vztrajnost, kvaliteto, ki sem jo vedno občudovala in si mi bila velik mentor, ko sva kar veliko skupaj presedele in načrtovale, kako se bomo razvijali naprej. In sem vesela in ponosna, da to v bistvu lahko gradimo, to tvojo dediščino, lahko razvijamo uspešno tudi dalje. No, tole je bilo nujno povedati in ko so me spraševali staranje, za koga je pa zanimivo to predavanje, sem rekla za vse. Stari bomo tako, kakor bomo živeli, ko smo mladi in to bomo zagotovo tudi danes slišali. Jaz vam želim eno zanimivo okroglo mizo, tudi verjamem, da bomo veliko diskusije na to temo in predajam nazaj besedo predsednici znanstvenega sveta, Marini Dermastja. Ja, in zdaj gre za res. Prosim, Tamara, da nam zaupaš skrivnost, kako delaš, da se ne staraš. Pozdravljeni, spoštovane gospe, gospodje, kolegice in kolegi in vsi gostje in razpravljavci in seveda spoštovana direktorica, draga Maja. Res, najlepša hvala za te lepe besede, ki so kar preveč, ampak tudi najlepša hvala, da si mi dala priložnost, da se v tem popoldnevu pravzaprav posvetim svojemu novemu raziskovalnemu področju. To je biologija staranja, tako v teoriji, kakor tudi v praksi, že malo čutim. Vendar pa mislim, da bo zanimivo, kot sem rekla, tudi za vse mlade. In navdušili so me pa za to tematiko, predvsem odlični raziskovalci in odlične publikacije, predvsem David Sinclair za svojo knjigo Lifespan, ki ima isti naslov, kakor pač naše predavanje. Poleg tega tudi Carlos López-Otín, biokemik, ki je razložil ogromno mehanizmov, biokemijskih mehanizmov in zakonitosti staranja, sem ga spoznala tudi osebno. Naj pa omenim tudi Roberta Weinberga, to je pa oče biologije staranja, raka, kajti ravno raziskave raka, ki si jih omenila, so tiste, ki imajo veliko procesov, bioloških in biokemijskih, ki so zelo sorodni procesom staranja in to me še posebej navdušilo. Zahvaljujem pa se tudi Branki, ki me je, kolegica Branka Javornik, ki me je navdušila pravzaprav, da se skupaj nekako povzpneva tudi akademske sfere, želimo ta študij uveljaviti tako na biotehnologiji, kjer si ga že, in pa tudi na drugih fakultetah, predvsem na zdravstveni fakulteti, da bi se ljudje zavedali novosti, ki se porajajo na tem področju. Torej, to je ena njenih slik, ki kaže, da bomo že do leta 60, pravzaprav prebivalstvo nad 65 let zavzelo 30% celotne populacije, medtem ko srednja leta, delovna populacija, le okoli 51% pri isti rodnosti, kako do danes. In situacija naj bi bila taka, kmalu, da bo en delovni človek podpiral dva upokojenca. Torej, ali je to problem, ali se ta starajoča družba res breme in strošek? Trdim in želim vas prepričati v tem predavanju, da je ravno obratno, da je aktivno staranje in aktivni starostniki, da so to ljudje, ki so vir znanja, vir izkušenj, navdiha in ne nazadnje, je to tudi v veliko družbah najbolj premožna populacija, ki tudi še vlaga v ekonomijo, ki je tudi še aktivna in seveda tudi največ troši. Torej, gremo pogledati, kaj se dogaja v biologiji staranja in biologi, mnogi med vami. Morda veste, da so prve študije o biologiji staranja pravzaprav prišle iz živalskih modelov, recimo nesmrtna meduza, ki ima neverjetno sposobnost, da se lahko povrne v mladostno obliko takoj po spolnem razmnoževanju. Drug zanimiv je ogorčica, to je glista, katere določen del so ugotovili, da uravnava življenjsko dobo s tem, da inhibira nekatere celične procese, ki posredujejo staranje.
Zanimiv je tudi grenlandski kit, tukaj pa so najbolj učinkovit, torej gen za učinkovito popravilo poškodb DNK, deoksiribonukleinske kisline, ki se aktivira pri nizkih temperaturah. Kar pa ne pomeni, da so nizke temperature pogoj za dolgo živost, pač pa imamo tukaj afriške gole podgane, ki tudi živijo 30 let recimo in so pri njih najdejo aktivne gene, ravno tako za popravilo DNK poškodb. Seveda pa tudi ljudje. Tukaj je študija teh starostnic, pravzaprav žensk na otoku Okinawa, Japonskem, in ugotavljali so, zakaj so pravzaprav stari 90, 100 let in do tega fenomena se še opredelimo. Skratka, staranje se pri človeku začne po reproduktivnem obdobju, torej že kmalu zatem, in kateri geni nas pravzaprav v mladosti pred tem procesu pravzaprav varujejo. Torej, to je tisto ključno vprašanje, torej geni staranja. Vidimo tle, da so te gene zelo proučevali že pri človeku, vendar je znanih mnogo manj, kakor so pa pokazali raziskave med vinskimi mušici, nižjih in pa še pri nižjih organizmih, kot so recimo glive. Zanimivo pa je, da ti geni ne sovpadajo vedno, torej, da človek ni velikanska glista ali miš, ampak je specifičen, da so te geni specifični in torej geni za dolgoživost in regeneracijo iz živalskega sveta se ne morejo prenašati čisto na človeka. Zdaj pri živalih, ker smo že pri biologih, bi povedala še en problem. Modeli so vendarle modeli, vedno smo delali na laboratorijskih različicah vrste, ta pa je prav gotovo drugačna, kako živi živalska vrsta v resničnem življenju. In če vzamemo nek dosti redukcionistični pristop, kjer predpostavlja en primer linearne prehranjevalne verige, na primer pri teh severnoatlantskih živalskih vrstah, bomo videli in vidimo in vemo, da posegi na izbranih komponentah, kot bi bil recimo izlov tjulnjev, še vedno ne bi bil uspešen, da bi nekako obvarovali populacije rib trsk. Ker gre pravzaprav za nek sistem v naravi, je namreč potrebno gledati na živalske vrste sistemsko, torej odražajo te različne realne interaktivne povezave, ki vključujejo tudi človeka seveda, tako da zaključimo lahko, da predatorske interakcije in okoljski učinki v realnem življenju na evolucijo povzročajo tudi spremembe prehranjevalnega ekosistema. No, zdaj pa preidemo na nas, na človeka. Tudi tukaj imamo populacije ljudi, ki živijo v svetu v zelo omejenih, recimo geografskih področjih in so zato zelo primerne za preučevanje z epidemiološkimi metodami, analitske retrospektivne epidemiologije, ki je epidemiologija, ki raziskuje vzroke za te pojave. Te vzroke iščemo v spremenljivkah, kot so genetske spremenljivke, rasa seveda, potem izoliranost, večja ali manjša in bleeding, potem tudi na enojajčnih dvojčkih je zelo učinkovito raziskovanje okolja na staranje in pa seveda samega okolja, kot je podnebje, kot je onesnaženost zraka, kot je prehrana, kot je način življenja in nazadnje tudi socioekonomski status. No, kaj so pokazali te študije epidemiološke? Naredili smo zanimivo raziskavo na okoli 200 izbranih ljudi različne starosti, ki so jim za 2 leti zmanjšali vnos kalorij za več kot 12%. In pokazalo se je že v tem času, da so se izboljšali kazalci dolgoživosti, kar pomeni, da smo lahko nekako prav samo s tem ohranili, torej biološko uro upočasnili za manjšim kaloričnim vnosom. Podobno seveda so potem tudi ugotovili pri teh starostnicah iz Japonske, način življenja, zelenjava, ribe, predvsem manj hrane in pa telesna dejavnost, celoživljenje ter tudi stres, umirjeno življenje v določeni prijazni družbeni skupini. Na živalih so poskusi stari že leta, zelo veliko poskusov je bilo na podganah in čeprav so različne genetske variante, je vendarle iz teh izhaja, da če jih hranimo za približno 30% manj hrane,
bodo lahko živeli tudi do 30% dalj. Torej so pa tudi, kar pa poznam iz rakavih poskusov inokulacij tumorskih celic v tem podgane, ki so, rečemo, stradale, so bila obolevnost za tumorje precej manjše. No, nazadnje pa, če rečemo, da temelji staranje na vnosu kalorij, pa na načinu prehranjevanja in da to podaljša zdravo življenje, so pa tudi skupine, kot so na primer Aškenazi Židje. Ti so relativno zaprte skupine, vsaj v Izraelu ali pa tudi v Ameriki, ki imajo tudi, rečemo temu, nekako tudi svoj način življenja, ki je pa daleč od tega, da bi bil zelo asketski. Tukaj pač večinoma so mogoče prekomerne teže v starosti, poleg tega so tudi kadilci, branijo se alkohola in vidimo, da lahko preživijo tudi do 100 in več let, torej vsaj v povprečju več kakor druge populacije. No, gre pa za to, da to dokažemo biokemijsko. Želimo imeti dokaz, kvantitativni dokaz in dejansko so potem izbrali gene, že poznamo, kateri geni so tisti, ki so geni staranja, kot vidimo tukaj, in pa potem geni, ki so značilni za gene, ki se zmanjšajo ali zvečajo, kadar imamo recimo omejevanje hrane. In tukaj vidimo, da se pri teh genov, torej je tudi genetsko ta pojav utemeljen, ugotovili so, da gre pravzaprav za proteine, ki so udeleženi pri metabolizmu glukoze, kot je to recimo inzulinski rastni faktor, oziroma njegov receptor, ki je mutiran tako, da ima nižjo aktivnost. To se pravi, gre za nek gensko pogojeni mehanizem staranja oziroma podaljšanega staranja. Videli smo torej, kaj pri človeku ali tudi seveda pri živalih so procesi staranja povezani z izgubo informacij. To je izguba informacij za preživetje zaradi poškodb genoma in pa epigenoma. Kaj je zdaj to za tiste, ki nismo biologi, niste biologi, torej geni, kot veste, so nanizani na dolgi molekuli DNK. Ta molekula nosi informacije za cel naš organizem, digitalne zapise, medtem ko ta molekula DNK ni čisto sama v jedru in tudi izven njega in tudi izven organizma je ogromno drugih substanc, snovi, ki vplivajo na DNK tako, da ta ne izraža vseh tistih genov, za katere kodira. In ravno to vse skupaj omogoča naše življenje in tudi omogoča naše programirano staranje. Zdaj pa seveda kako, odvisno od teh poškodb, ne samo znotraj organizma, ampak zunanji, to se pravi prosti radikali, visoka temperatura oziroma še bolj UV žarki, X žarki in vsi možni toksini, okoljski, ki jih uživamo, vplivajo na te epigenetske spremembe. In tako se tudi lahko akumulirajo tekom našega življenja različne poškodbe, kako kaže ta trikotnik, in to pomeni slabšanje fizičnih sposobnosti, kognitivnih procesov in drugih metabolnih poti. Temu pa se prej ali slej, seveda hitrejši kot so ti procesi, prej ali slej se pridružijo zaradi tako spremenjenega genoma in epigenoma, torej staranja, tudi druge bolezni. Zaradi teh bolezni in večina medicine je posvečena temu, da zdravijo te bolezni, čeprav bi pravzaprav mogli zdraviti staranje. Bolezni vemo, katere so, to so srčno-žilne bolezni, potem so rak, potem so nevrodegenerativne bolezni, potem so sladkorne bolezni in tako dalje. In vse te vidimo, da je pravzaprav glavni rizični faktor starosti. Vidimo torej, da starostjo naraščajo in seveda odvisno od telesnega ustroja, ki ga imamo, katera nas bo prej ali slej tudi prizadela, ali pa nas ne bo, če se bomo zdravo starali. Zdaj poglejmo ključno vprašanje, ali je staranje res vzrok vseh teh bolezni ali pa ne, ali pa so bolezni neodvisne. In kakšni so biološki mehanizmi pri tem, torej neodvisnem nastanku bolezni, da se vemo, da tudi rak nastaja lahko pri zelo mladih, celo v otrocih,
Medtem ko pri starostnikih, ki se bolezni pojavljajo, potekajo pa te mehanizmi tako, da so pravzaprav povezani z geni staranja. Hočem reči to, da so določeni geni, določeni procesi taki, da lahko v mladem organizmu drugače vplivajo na naš metabolizem in na naše življenje, kakor zdravje, kakor pa pri starem organizmu. Pravimo, da imajo dvojno vlogo istih genov, istih procesov v mladem in starem organizmu. Tako da večinoma pri boleznih starejših ljudi ni taka situacija, ampak gre za to situacijo, ko vidimo, da gre za mehanizme hitrejšega, kot je neko fiziološko počasno staranje. Te mehanizme je, kot sem že povedala še v naslednjem sliki, delimo na primarne, to se pravi bolj tiste, ki so v sami celici, potem tiste antagonistične, ki so taki kot tukaj, torej da imajo proces različno dvojno vlogo v mlajšem in starem organizmu in pa tudi celostne, to so tiste, ki zajemajo celoten integrativni mehanizem. No, ta razdelitev, torej to je pravzaprav koncipiral Karl Soper-Suttin, ki sem ga že omenila in izdal tudi svojo zadnjo publikacijo prav letos in opredelil, kaj je kriterij za tak značilen proces raka. Torej, mora biti povezan s starostjo, mora biti pa tudi proces v eksperimentalnem seveda poskusu, da ga upočasnimo, ustavimo ali pa tudi pospešimo pri določenih živalih. To se pravi, da lahko z njim manipuliramo, da ga lahko spreminjajo. In spet imamo tukaj tri primarni antagonistični in celostni pristop v različnih barvah označen. Seveda zdaj je mnogo premalo časa, da bi si vse tole ogledali, pa vendar tole gre za notranjost celice, za molekule, ki se spreminjajo v celici. Danes pa si bi samo pogledali dva procesa, to sta ta dva antagonistična, ki se pravzaprav nanašajo na spreminjanje organel, to so majčkeni delčki celic, kjer gre za spremenjeno presnovo celice, predvsem za spremenjeno delovanje mitohondrija in senescenco. Ti procesi, ki so pa celostni, tukaj so pa dotikajo celic, ki gredo po celotnem organizmu, kot je somatične celice, kot so imunske celice, se pravi vse celice krvnega obtoka, to so globalne. In seveda med njimi je celo spremenjen mikrobiom, to se pravi interakcije med mikrobi v našem prebavnem traktu in pa med našimi celicami. Tudi te interakcije mikrobioma so spremenjene v starem organizmu v primerjavi z našim organizmom. To je to, stvar staranja je pravzaprav zelo kompleksna. Zelo kompleksna je pa pravzaprav tudi celica. Za biologe to seveda ni nič novega, to je človeška celica pod mikroskopom, in pa seveda ni tako obarvana, kako vidimo tukaj. Barve so tukaj fluorescenčne, ki so nanašajo na vsak določen protein in manero, skratka. Vidite pa lahko, kdor tudi ne pozna biologije, celico, torej to je celica in ta slika kaže polovico celice, torej tole je jedro, ta del. Tole je cela vsebina celice, citosol rečemo, to so določeni predeli, ker nastajajo proteini in določene glikolice, skratka organele jim rečemo. In kažem pa zato, ker bi rada pa kazala, kako pomemben in velik je najpomembnejši organela naših celic, to je mitohondrij. Kaj je mitohondrij? Zdaj, če si pogledamo tole isto sliko, samo narisano, naslikano shemo, mitohondrij je jedro. Torej, mitohondriju poteka presnova, metabolizem. To je pretvorba vseh naših hranil, hrane, ki jo dobivamo v manjše molekule, dokler ne pride do najmanjših, to so dve molekuli, mali NAD in ATP, ki pa hranita vso energijo, bioenergijo. To je tista biološka energija živil, ki se prenese v majhne molekule, v celici, da lahko potem potujejo po celici, izven celice in po celem telesu raznašajo to energijo, ki se porabi za to, da gradimo svoje lastne molekule in za naše gibanje, za našo aktivnost, delo in tako dalje. In ne nazadnje, ali so najbolj pomembno za
reprodukcijo in pa za vzdrževanje zdravja, torej za to, da se popravimo svoje poškodbe. Torej, to je ta vitalna energija, to je ta vitalna energija, ki jo proizvajamo vsi za reprodukcijo, ki je povečana z večjo presnovo in metabolizem. Medtem ko je dolgoživost obratno povezana z nižjo porabo energije, torej varčujemo z energijo, nižja rast, nižja proliferacija, recikliranje metabolitov, skratka neki varčevalni organ glede energije, ki se uporablja tudi za popravo poškodb DNK-ja. To je izredno pomembno, da ostaja celica zdrava. Če je malo stresa, pravzaprav preklopi celice lahko iz te aktivnega stanja v manj aktivno stanje ali pa obratno. Torej, staranje je pravzaprav nek evolucijski kompromis med porabo energije za rast, razmnoževanje in pa na drugi strani za popravljanje napak, torej za svoje zdravje. To je zelo pomemben koncept, ki ne velja samo za celico, pa za organizem, pa za posameznika, ampak velja pravzaprav tudi za celotno družbo. Kar bi rada pokazala na tem slajdu, torej energijo, ki jo imamo, se lahko uporablja za razmnoževanje ali pa za vzdrževanje in odvisno, zakaj ga uporabljamo. Torej, če imamo hitro bolezensko staranje, pomeni, da veliko energije porabimo za razmnoževanje in zelo malo za to, da vzdržujemo svoje zdravje, da popravljamo napake ali pa poškodbe DNK-ja. In obratno, energijo, ki jo prihranimo za naše razmnoževanje, lahko uporabimo za vzdrževanje. Torej, to pa se mi zdi, da je izredno pomembno, se lahko prenese tudi na družbo. Vidimo recimo Afriki. Razmnoževanje, veliko otrok, vendar kratko življenje, bolezensko stanje. Medtem ko v razvitem svetu posvečamo zelo veliko zdravju, veliko energije tudi za preprečevanje poškodb DNK in tako dalje, torej dolgoživost, rodnost pa je precej nizka. Vemo, da rodnost tudi v vzhodu in razvitem zahodu in vzhodu nekako rodnost upada. Torej, to je zdaj tisto, za kar se pač moramo odločiti. In meni se vidi, da smo se že odločili za dolgoživost. Kajti danes vemo, da ljudje živijo dalj, to se pravi dolgoživost in bolezensko stanje. To nastopa ne pred 60 leti, morda nastopa kasneje. Želimo si, da bi nastopalo še pred 90 letih in da bi bilo to bolezensko stanje, to obdobje, desetletja, čim krajše. Lahko bi živeli zdravo tudi do 110 let. Ali pa še več, nikakor pa si ne bi želeli, da bi si podaljšali življenje in istočasno tudi bolezensko stanje. Torej, mislim, da se podajamo na to pot in kaj pomenijo ta leta in kaj pomenijo ljudje. Ti ljudje pomenijo zdrave starostnike, ti ljudje pomenijo tudi velik prihranek. Ne samo na zdravstveni blagajni, jasno, ampak tudi v tem, da so ti ljudje lahko aktivni in doprinašajo blagostanju družbe. No, zdaj, če bi dala nekaj kratkih nasvetov, kako pravzaprav lahko za prehrano in dieto pravzaprav nekako pogojujemo dolgoživost. Vidimo, da gre pomembno sestava hrane, razmerje med ogljikovimi hidrati, beljakovinami, maščobami in določena mikroživila, vitamine in tako naprej, ki jih uživamo. In izvor hrane tudi se vidimo, da tukaj, recimo, če imamo živalske maščobe in živalske proteine, lahko zelo hitro preidemo v metabolizem, ki ni normalen, torej v vnitne metabolne produkte, selektivno poškodbe in tako naprej, kar doprinaša staranju, kar doprinaša bolezni, ki se nekaj povedala. Poleg tega je tudi dobro manj hrane, to smo bili pred epidemioloških študijah in seveda stradanje, pa ne dolgo stradanje, pač pa kratkotrajna dnevna stradanja, tedenska stradanja, mesečna stradanja in seveda tudi gibanje. Poleg tega imamo pa še nove substance, ki so jih odkrili ravno ti mehanizmi, nove substance, ki so nanizane tukaj, ne gremo v detalje seveda, biokemiki poznamo tako imenovano geroprotektorje in ki zavirajo te biokemijske mehanizme, ki spremljajo bolezensko staranje.
Med njimi so tudi, naj omenim, senolitike, to so mogoče snovi, ki jih večina ne pozna. In kaj so to? To so substance, ki zavirajo senescenco celice. Senescenca je pravzaprav en drug program, popolnoma drug, zdaj sem govorila o metabolizmu, energiji in mitohondrijih, to pa je senescenca, to pa je tudi antagonistični proces, ki ima dvojno vlogo v mladem in v starem organizmu. Če se celice se stalno delijo, proliferirajo in pa tudi stalno odmirajo. V tem seveda to mora biti v ravnotežju, ni nobenega problema. Če pa celica odmre, da se najprej neha proliferirati in pa ne odmre, potem ta celica se mirujoča, nedeleča se celica izloča različne snovi in te snovi, rečemo citokine oziroma proteini, in ti potem lahko obremenjujejo oziroma so toksični za zdravo tkivo. Torej, zdaj pogledamo, če imamo neko poškodbo, fiziološko staranje, neka poškodba in ta poškoduje te celice, senescentne celice najprej nehajo se deliti, potem pa se morajo odstraniti, da ne izločajo teh škodljivih snovi. V zdravem tkivu se odstranijo tako, da jih obkrožijo imunske celice, recimo makrofagi, jih fagocitirajo, uničijo. Senolitiki pa so snovi, ki sem jih prej omenila in so tiste snovi, ki jih lahko jemljamo, ki jih lahko uživamo, da odstranjujemo te mirujoče, nedeleče celice v našem organizmu, ki povzročajo seveda staranje organizma. To je normalno staranje, če pa kateri teh korakov pač ne uspe, vidimo recimo zmanjka makrofagov, zmanjka imunskih celic. Mi vemo, da tudi te celice gredo v senescenco in imunski sistem s starostjo peše. In s tem seveda ostajajo škodljive senescentne celice in te potem izločajo te toksine, ki so neželjeni in lahko povzročajo tudi raka. Vidimo recimo tukaj je eno mlado tkivo, in v mladem tkivu se senescentna celica odstrani s temi mehanizmi, v starem tkivu pa se ne odstrani, v starem tkivu recimo ni imunskih celic in ta celica se transformira v tumorsko celico, tumorska pa potem naprej v rakavo celico. Torej tudi spet en tistih fenomenov in procesov, ki se jih moramo zavedati, ki jih lahko tudi deloma kontroliramo. No in zdaj še za konec, torej rak, senescenca je tudi ena od problemov pri nastanku raka, seveda zdaj ne gremo v vse te mehanizme, ampak rada bi povedala, da tudi rak ima te značilnosti, tako imenovane hallmarks, kot rečemo, procese, ki so značilni za nastanek raka in za rakavo celico. Vidimo pa, da vse to, kar je tukaj splavljeno, naznačeno, so tudi tisti procesi in značilnosti staranja, samo da potekajo v obratni smeri, kot smo videli ravno tukaj pri senescenci. Torej, staranje je posredno povezano tudi s pojavom rakavih celic in lahko ravno tako preprečeno. Torej, če zaključim, zdaj bi povzela z tistim, kar sem pač že rekla, napotki, kaj lahko storimo. Torej, vidimo, da preventiva bolezenskega staranja je res spremenjen življenjski način, torej od sedečega k gibanju, od živalske k bolj rastlinski hrani. Vnos kalorij je pomemben, živalski proteini niso zaželeni. Res moramo paziti tudi na staranje, na to, kaj jemo in se izogibati vsem okoljskim toksinom, če se ne da. Vse to pa seveda je včasih težko doseči, imamo navade, vendar pa, kjer je volja, kot smo rekli, tam je pot in preidemo na zdravo prehrano, preidemo na gibanje. Tako da vitalna dolgoživost je res odvisna od genetske zasnove in seveda okolja življenjskega sloga. No, zadnji slajd pa sem pravzaprav še enkrat pokazala, zato da nekako uvedem v našo diskusijo naših res zelo spoštovanih gostov. Namreč pogovarjali smo se tudi o socioekonomskih aspektih in vidimo zdaj, kaj smo dosegli. Kaj smo dosegli že do sedaj, torej način
delovanja, način življenja starih ljudi nikako ne sme biti tak, kot si ga tudi danes predstavljamo, o tem mogoče bo malo več govora v tej okrogli mizi, pač pa aktivn in tudi ta aktivna populacija, kot sem rekla, starejša populacija, je lahko prispeva tudi k BDP-ju in seveda tudi največ troši. In če povzamem samo še analizo Dana Goldmana, to je ekonomist v ZDA, ki je pravi, da so v prejšnjem letu državljani ZDA nad 70 let pravzaprav doprinesli oziroma da imajo 26% nacionalnega neto premoženja. V 10 letih predvideva, da bodo prebivalci v ZDA stari nad 65 let prispevali celo 50% k BDP-ju, 30% k rasti produktivnosti in tudi zaposljivosti, zaposlenosti. Kar pa se tiče seveda tega prihranka zdravstvene blagajne, pa pravi, da zaradi tega zadržanega oziroma počasnejšega staranja bo dobiček 7 milijonov dolarjev v ZDA v 10 letih, če upoštevamo samo stroške zdravstvenega zavarovanja. To je mogoče tudi za zapomniti. Za Slovenijo teh izračunov še nimamo. In seveda zdaj bi vam se res lepo zahvalila za vašo potrpežljivost, pozornost in morda nekaj novega. Hvala, Tamara, za to res čudovito predstavitev, ki je gotovo odprla veliko misli in gotovo tudi veliko vprašanj. In predlagam pa, da namesto, da zdaj Tamari zastavljamo vprašanja, da kar povabimo naše današnje goste k okrogli mizi in bomo potem diskusijo speljali skupaj. Zdaj to nadaljevanje popoldneva bo vodila gospa Ina Petric, ki skozi trombo že leta promovira znanost, kreativnost in inovativnost tudi našega inštituta. Naši gostje, poleg profesor Tamare Lah Turnšek, ki smo jo že spoznali, je z nami še zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani Branka Javornik, profesor Zvezdan Pirtovšek z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in profesor Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete. V naslednjih minutah bodo poskusili vsak svoje perspektive pogledati na staranje in se strinjati, ali pa tudi ne, če se vrnem nazaj v Hollywood z Waltom Disneyjem, ki je bil prepričan, da je starati se neizbežno, a da se o tem, ali bomo zares ostareli, lahko tudi odločimo. Ja. Torej, cenjeno občinstvo, naj se najprej zahvalimo za res imenitno, odlično predavanje profesorice Lah Turnšek. Ona je odprla kar nekaj vprašanj danes najbolj aktualne teme, to je potovanje v misterij starosti. In seveda povezano s tem dolgoživosti, zdravju in pa seveda dobrih kondicij. To pa še na nek način še vedno ostaja uganka, čeprav se nenehno in vse bolj intenzivno tudi raziskuje. To bojo raziskovalci povedali. A na začetku odkrivanja eliksirja, mladosti, morda smo na tem stopni zdaj, bodo kmalu 100-letniki postali to, kar so danes 70-letniki. Lahko z gotovostjo tudi trdimo, da bodo tisti, ki so rojeni leta 2000 ali pa kasneje, brez problemov doživeli 100 let. Kljub izredno hitremu napredku znanosti pa postaja starost prava znanstvena pustolovščina. In tokrat bomo iskali tudi del odgovorov. Mogoče zlasti zaradi tega, ker, kakor je že profesorica Lah Turnšek povedala, tudi politika mora in tudi najširša javnost interiorizirati te probleme, zlasti tudi zato, ker jih mislite v prihodnjih letih vpeljati v kurikulum, bodisi na različnih stopnjah. Profesor Pirtovšek, v medicini naj bi obstajali dve teoriji, tako ste rekli.
Prva skupina išče bolezni, ki da jih zdravi, in druga skupina išče načine, kako preprečiti te bolezni. A sta te dve skupini v opreki? Ne, seveda, kot smo lepo prej slišali v predavanju, nekako se glede bolezni v starosti prepletata dve ideji. Ena je, da se pa staramo zaradi tega, ker se nam kopičijo okvare v DNA in kopičijo bolezni in je najbolj, in trenutno je to način, na katerega medicina v glavnem deluje, da skuša te bolezni ali preprečevati, ali če se ne more preprečevati, vsaj zdraviti, ali pa lajšati vsaj. Druga bolj drzna skupina, ki pa je manj mogoče klinična, koliko bolj bazična, pa pravi, ne, bodite bolj drzni v svojem razmišljanju, pa ne reči, mi umremo, staramo, umiramo in umremo zaradi vseh teh bolezni, ampak, in to je zanimivo, to je pravzaprav Galen, to je rimski zdravnik, eden izmed naših očetov, Hipokrates, tudi Galen, on je trdil, da je staranje, proces staranja sam po sebi, on ga je imenoval infekcija telesa, in on pravi, ne se ukvarjati z boleznimi tega starega človeka, usmerite se v staranje, zdravite staranje. Zanimivo, ta dva pogleda, ta drugi morda bolj drzen, pa bolj pogumen, pa manj sprejemljiv morda v algoritmu sodobne medicine, ki vse ima rada svoje. Tudi doktrina je bolj v ozadju, ta druga, o kateri pravite, ne? Ja. Ja. Skratka, to sta takšna dva pogleda. Zdi se mi, da medicina nekako zdaj počasi se preliva k temu drugemu. Medicina seveda uživa v nekem udobju imeti bolezni, ki so lepo napisane v diagnostičnem ena bolezen se reče multipla skleroza, eni se reče Alzheimerova, eni se reče Parkinsonova, eni se reče taka in taka. Revma, to je zelo udoben pogled, ki nam lahko naučimo, kaj so vse vzroki, pa kaj so simptomi, pa kako jih zdravimo. Medtem ko se mi zdi, da pa nova znanost, ki nam je ponudilo predavanje, želi pa videti, kaj pa, če je nekaj drugega, pa so pravzaprav te bolezni razno samo valovi na površini enega ne več mirnega morja, kot je bilo v mladosti. Ampak zdravniki, pogosto pravite seveda recimo za starejše ljudi, da prihaja do krhkosti organizma. To je, mislim, dokaj uveljavljen terminus technicus, recimo, če se pogovarjate s tem, ne. No, ampak že vemo, kaj se recimo, kako se vse to odslikava na molekularnem nivoju? Ali so to neka površinska opažanja? Veste, verjetno nisem, zlasti v tem okolju pravi človek, da bi molekularnih mehanizmih, to boste vi mene učili, ampak ja, veste, krhkost je bila še mogoče, ko sem bil študent ali pa mlad zdravnik, krhkost je bila metafora, rekli smo, pogled, ta človek je pa star in krhek. Danes je krhkost pravzaprav klinični termin in mi danes neko rečemo, bolnik ima kognitivne motnje, bolnik ima recimo motnje gibanja, rečemo tudi, ta bolnik je pa krhek in pravzaprav imamo določene vprašalnike, pa določena zdravila, s katerimi bi to krhkost se borili. Po drugi strani, eni taki bolj globalni, je pa tako, da nekako se tudi v medicinskem svetu se ljudje prepirajo, pa rečejo nekateri, pravzaprav, če nam bo tehnologija prijazna, če bo znanost prijazna, če bo industrija, tehnologija, računalništvo, torej nove vede, če nam bodo dale krasne materiale, potem lahko mi živimo stoletja, tisočletja,
morda do konca, ne vem, tistih 4 milijarde let, ko se bo Sonce tako razširilo, da bo našo Zemljo pojedlo, če ne bomo prej zbežali. Se pravi, da če nam bo tehnologija prijazna, bomo lahko živeli recimo v neskončnost. Drugi pravijo, in večina pravijo, ne, človek, ljudje imamo rok trajanja, ne, ta rok trajanja, recimo ena izmed nedavnih študij postavlja tam nekje med 120 in 150 let, kar nas zelo spominja pravzaprav na življenjsko usodo najstarejše doslej dokumentirane zemljanke, to je bila Jeanne Calment, Francozinja, ki je umrla, mislim, da tik pred ali pa tik po svojem 123. letu. Ne? In pravijo, ne, mislim, vseeno te bo nekaj dokončalo, ali bomo to rekli, krhko ste dokončali, bomo rekli, telomere so se dovolj okrušile in se zdaj ne obnavljajo več, ali bomo rekli, da nimamo več tega elan vitala in preprosto želimo, danes recimo njena bolnica 92 let, to je tako zelo vedno, pa veste, sem utrujena, zelo bi rada zaprla oči, recimo, in nisem videl tega razloga, zakaj ne zaprla oči, kognitivno je v redu, nima težav, ampak izgleda, da morda tudi to pride nekoč v življenju, morda v našem 523. letu, da bomo rekli, da smo pa utrujeni, tudi morat oči zaprla. Profesorica Javornik, vi ste genetičarka in kot poročajo raziskovalci, se vse več raziskav pravzaprav usmerja na področje dogajanja v celici. To smo slišali že z profesorice Tamare, ne? No, in na procese v celicah sicer ne moramo vplivati. Lahko pa jih poskusimo na nek način upočasniti in pa seveda predvsem razumeti, ne? No, in prav tu se tehnologija izjemno hitro razvija, ne? Se tudi, gre tudi za kombinacijo vseh teh multidisciplinarnih dejavnikov, ki vedno bolj odkrivajo tudi te procese, ne? Me zanima, a je to pot oziroma način, kako priti blizu tem centralnim vprašanjem? Jaz mislim, da danes že kar se nekaj ve na tem področju, ker se je veliko raziskovalo oziroma se še raziskuje, da v mobilnih organizmih tam lahko gene montiramo, pa vidimo, kakvi so vzroki, kaj je možno narediti. Tako da je že kar veliko rešenega, predvsem so znane te razne metabolne poti, signalne poti, to vse vpliva na staranje. Je pa tako, da mi smo podedovali gene od naših prednikov, ne, ki so bili bolj skromni, kot smo bili, ne. Niso imeli veliko za jest, veliko so mogli hoditi, da so nabrali si kaj za jest in tako dalje. Tako da so bili zelo aktivni, v bistvu so stradali, takrat so se geni pač razvili v tej smeri, da so vzdrževali organizem, da je lahko preživel. To je bil glavni namen. Zdaj, enkrat na 2 leti so mogoče kakega mamuta ujeli, ne. Takrat so se nabasani najeli, ampak potem je šlo pa nazaj v staro stanje stradanje. No, mi imamo zdaj te gene, in te geni absolutno niso primerni za to okolje, v katerem zdaj živimo. Sedimo, nažiramo se, vsega imamo preveč in tako dalje. Tako da ne funkcioniramo dobro. Zdaj na to lahko vplivamo na nek način, ker tudi jaz mislim, da v preteklosti so ljudje živeli dlje, čeprav nimamo teh podatkov, bila je zelo visoka smrtnost otrok. To je bil eden glavnih razlogov, da imamo nizko življenjsko dobo starejših ljudi. Tako da so tudi kar živeli dolgo, no, in tudi so bile študije narejene v enih plemenih v Afriki, ki živijo še na solovci pa nabiralci, ne. In so gledali, kako to, način življenja, način prehrane, kaj delajo, kako živijo, ne. In so tudi seveda merili vse parametre od holesterola naprej, ne, te znake, ki se nam pojavljajo, ki jih mi zdaj pridobivamo za tem našim načinom življenja. Oni so bili kar v redu, niso imeli teh problemov. Niso imeli teh problemov, je pa res, na primer,
10-krat več hodijo na dan, 10-krat več. To so bistvene razlike. Tako da zdaj te mehanizmi, kot sem rekla, je precej znane. No, na tem področju se razvijajo, kar je Tamara tudi pokazala, razni geroterapeutiki ali pa zdravilne učinkovine, ki bi lahko na nek način zavrle te škodljive procese. Ker jaz se strinjam, medicina je danes taka, tudi zdravniku gre samo takrat, ko si bolan, prej pa ne. Bi mogel iti prej, da bi zavrl bolezen, ampak to se pač nismo še navajeni na to. Tako da so te učinkovine, na primer zelo znanje rapamicin, definitivno podaljša življenje, zdaj pri teh miših, na primer teh organizmih do 30%. Je pa tako pri teh zdravilnih učinkovinah ni še nobeno registrirano. To je treba vedeti. Zdaj gre v poskus metformin v klinično študijo. Metformin, to je eno zdravilo, ki se uporablja za zdravljenje diabetesa 2. Se je pa pokazalo, da ima tudi zelo dober učinek na podaljševanje zdravega življenja. Ne samo življenja, ampak tukaj se gre za zdravo življenje, ker to je bistvo. Tako da ta bo prvi, ki bo šel zdaj v klinično študijo in pa bomo videli, mislim, je pa tako, kako zdaj mi merimo to staranje, ker ne moramo zdaj začeti pri 65 pa do 80 leta čakati, kaj se dogaja. To je predolgo obdobje. Zato so se pa razvili razni biooznačevalci staranja, s katerimi lahko merimo hitrost pa ta proces staranja. Ti biooznačevalci so najrazličnejši, krvni parametri, epigenomske označevalci, in tako tudi tele, ki ste rekli, za krvkost. To so te razni geriatrični znaki, ki zelo dobro se da opisati, koliko si, koliko lahko stisneš, pa koliko hodiš ravno in take zadeve. Tako da se s temi označevalci se da oceniti hitrost staranja, koliko gre. No in zdaj bojo pač imeli ena skupina, bo tisti metformin jedla, druga skupina pa ne, pa bojo pa primerjali, da vidijo, kako in kaj je. Je pa to, se pravi, tudi v dogovoru z FDA, tako da, ker problem pri staranju je to, da ni bolezen. To ni bolezen. Vsa zdravila, ki so danes registrirana, so zdravila, ki ciljajo na eno bolezen. Tle pa imamo, mislim, tle pa ni definirano. Tako da to, ampak kot sem rekla, mislim, veliko se ve, veliko se dela, mislim, da je zdaj cela eksplozija tega. Vsi govorijo o longevity, mislim, da v slovenščini bomo imeli izraz dolgoživost, se strinjate? Bo v redu? Da se ta izraz uveljavi in ogromno se vlaga denarja v zagonska podjetja, na primer. Od kriptomilijonarjev do teh Silicijeve doline, to vsi financirajo zdaj v to longevity. In tako da se obrača zelo veliko denarja. Je pa treba tu biti malo previden, ker je zelo tanka meja med tisto kao anti-aging industrijo, ki je na psevdoznanosti temelji, in to, kar je pa znanost, ki ima pač svojo osnovo v teh. Recimo, to je 15% svetovne populacije je na nek način zapopadeno v tej kvoti. Ja, zdaj tako je, za zdravo življenje pravijo so 3 variante, oziroma za dolgoživo zdravo stanje, 3 variante. Ena je, da ima srečo, da si od staršev dobil gene, to se pravi, to so starostniki, ker to je definitivno genetsko pogojeno in je 75% gre preštevajo genetiki v starostnike. Potem smo ti navadni smrtniki, ki nimamo takih genov ali pa take kombinacije genov, tle pa moramo 75% prispevati
z tako imenovanim okoljem, to se pravi, kako bomo spali, kaj bomo jedli, koliko bomo telovadili, koliko se bomo sekirali in tako dalje. To se pravi, jaz to vse skupaj imenujem okolje, ker imamo gene pa okolje in potem pride do okolja. No in pa ta tretja varianta je pa, če bo kaj s temi zdravilnimi učinkovinami, ne. Zdaj, veliko se že tudi uporablja, sicer kot prehranski dodatki, ampak to ni registrirano tako. To je potem vsak posameznik se mora to sam odločiti, ali bo to jemal ali ne bo jemal, veliko se priporoča, tako da tle je potrebna previdnost, predvsem pri teh prehranskih dodatkih, ker ni vse tako, kot piše, predvsem so koncentracije so zelo nizke teh učinkovin, potem dostopnost, uporabnost v telesu je zelo nizka, 25% so kaj takega, tako da je glavnem denar tukaj, no, da morate biti previdni. Ampak recimo prej, ko ste omenili metformin, zasledila sem podatek, da ta Sam Altman, ne vem, če poznate, ki je povezan s tem četom GPT, on ga redno jemlje, ne, bi ste rekli, da je to veliko ga jemlje. No, kakorkoli. Vsi tele, kar je Tamara pokazala na prvem slajdu, vsi je metformin. No, kakorkoli. Ampak, samo še Raz ga pa da dobiš, ker je na recept in moraš imeti diabetes 2, da dobiš. Profesorica Javornik, pa vendar, koliko pa recimo genetska osnova lahko razloži prevalenco bolezni, to, kar je prej profesorica Lahtur že povedala, od raka, kardiovaskularne, diabetes in tako naprej? Za rak je tako, jaz nisem tle strokovnjak, ampak ko sem zdaj pač to prebrala, mi imamo kar cel kup nekih rakastih celic, ki bi se rade razvile po svoje, ampak se ne, ker imamo dosti dober obrambni sistem. Ne, to je pomembno. Imunski sistem je dober, te rakaste celice zatremo. No, to se pravi, če je genetska osnova v redu, je prevalenca lahko? Bi lahko bilo, na primer. Ampak se pa lahko zgodi, da nam pa zdaj ta obrambni sistem ne deluje dovolj dober, pa so bi pa te celice razpasle. No, poglejte, v Nemškem institutu Max Planck navajajo 9 znakov staranja. Bom jih kar prebrala. To ni pravilno, to ni bil Max Planck. Oprostite, da odskočim. Ne, to je Hallmarks of Aging. To je Carlos López Otín, to je Španec iz Barcelone. A so potem z Maxu Plancku To je bilo že mnogo prej. To je publikacija z leta januarja letos. 9. Tako da ta jih ima 12, pa sem jih naštela. In namreč to se razvija, mogoče jih bodo odkrili še več. Ni to zdaj nekje zacementirano. Mogoče Max Planckove raziskave, na Max Planckove, točno kjer znanstvenik je bil. Tle so bili te Hallmarks, ki so dali 2013 in pa 2023. Ja, 2013 je bil ta prvi, ne. No, ampak a jih lahko sem navedla? seveda. Bomo videli, ne? Mislim, boste potem komentirali. Sigurno bodo. Tako, to je kopičenje napak v DNK-ju, krajšanje končnih delov kromosomov, to so te telomeri, ne? Potem spreminjanje kemičnih označb DNK-ja, to so epigenetske spremembe, ne? Potem nepopolno odstranjevanje okvarjenih proteinov, to ste vi tudi povedali, poslabšanje zaznavanja koncentracije hranil, tudi ste lepo razložili, potem pešanje delovanja mitohondrijev, definitivno nabiranje ostarelih celic, pomanjkanje matičnih celic in spremembe v medcelični komunikaciji. To ste vi vse. Oni imajo 9, ne? Ne, to je bilo že prej. Že prej. Okay. A so kakšni komentarji na to? To so pač postavili tele značilnosti, tako da je ena orientacija na tem področju, da raziskovalci, na primer, ali tudi drugi, da vejo, kje imajo kakšne cilje, ne, tačno, da delujejo, ne vem, senolitiki, senescenca, bomo senolitike razvijali in tako naprej. Za telomere, ne, to je zelo popularno, da se telomere krajšajo s staranjem, to je izjemno popularno, jaz imam sicer svoje mnenje tlele.
Je pa, naprimer, zdaj 22. bila publikacija na to temo, da so transformirali v miš en aktivno komponento telomeraze, to se pravi, to je tistega encima, ki vzdržuje dolžino telomer, in te miši so imeli 40% daljše. Tako da, mislim, se marsikaj dogaja. In tele, ko ste rekli, te značilnosti, to je orientacija za biologijo staranja ali pa geroznanost, kot jo imenujejo Američani, ali pa biogerontologija, kot se v Evropi imenuje. Tako da se lahko orientirajo, kaj je z mitohondriji, kaj je s telomeri, kaj je narobe. Ja, tako. In da nimam tle kakaj, mislim, zdaj jih je 12, prej jih je bilo 9, čez nekaj časa bo jih 15, se to vse No, ampak zanimivo, ker ste omenili te telomere, zanimivo, jaz sem našla podatek, da so telomeri glavni mehanizem, ki kontrolira staranje. Da ne vem, a se je že to mimo. In to se pravi, da bi dolžina telomer lahko veljala kot glavni biomarker. Kot sem rekla, za te krajšanje telomer, to je tako zelo popularno. Jaz sem tle, moj osebni pomislek pri tem, za to krajšanje telomer je bila prijeta Nobelova nagrada, mislim, da je ampak meni je tle vedno bilo vprašanje, kdaj začneš meriti. Ko si dojenček, pri dojenčku ali pol. To se pravi, tle je napaka, to je definitivno napaka v teh meritvah. Tako da, jaz ne vem, koliko je pa res, da se, mislim, obstaja mehanizem, znan mehanizem, kako se vzdržuje pač ta dolžina telomer v mladih celicah, pa ta telomeraza neha delati in se pač vsakokrat, ko gre celica v delitev, se skrajša za en tak konček, za 6 baznih parov. Tako da... Ampak en indikator očitno je. Ja, zdaj ne vem, jaz bom šla meriti moje telomere, zdaj ne vem, s čim bom primerjala. A sem takrat, ko sem bila stara 10 let, ali zdaj, ko sem stara 60, pardon, 70. No, ne važno. 70, definitivno. Mislim, tle so vprašanja, kako so zmerili blazne količine teh telomer pri različnih ljudeh in tako naprej, da imajo neke standarde, ni vse na pamet. Ampak meni je to tako... No, če lahko jaz tukaj uskočim. Rakave celice imajo podaljšane telomere, se sploh ne krajšajo, torej ali dobili vsi raka, ali bomo živeli do konca. Ni poenoznačno, ker gre za kompleksni, vse te znaki so med seboj močno povezani in ne gre za enega, ki bi dominiral. Tako da to je zelo. Se zato? Ne, mislim, to so multifaktori, To ne gre zdaj samo za recimo samo za... No, ni treba na telomerah solet, namreč kot mislite, da je to svet igrajo, ne, ni. Vse skupaj, torej, med seboj so prepleteni. Je v bistvu veliko vprašanje, z katerega stališča gledaš, z katerega zornega kota in kaj je potem prej ali potem. S tem so v medicini zelo veliko ukvarjamo, recimo z nevrodegenerativnimi, kjer lahko vidimo vso to plejado, lahko vidimo bolne znake za bolni mitohondriji, lahko vidimo, da z genom nekaj, lahko vidimo kopičenje težkih kovin, ali pa recimo kopičenje proteinov, in potem ne vemo, kaj je bilo prej, kaj je bilo potem, kaj je vzrok, kaj je posledica, recimo ta amiloid, ta zloglasni amiloid pri Alzheimerju. Nekateri trdijo, ne vedno, zdaj ga krivimo, ker se ti nabirajo v možganih te hudobne beljakovine. No, mislim, zdravila, ki so zdaj prišla v Ameriki, recimo lecanemab, je 3 so prišla zdaj v zadnjih mesecih, pravzaprav vsa temeljijo na tem, da izplavljajo, so proti telo, proti amiloidu, tako da nekaj zanesljivo je, ampak nekateri trdijo,
ne pa tako pogumno pogledajo z popolnoma drugega zornega kota, pa rečejo, ne, amiloid, seveda ga bomo našli pri bolniku za demenco, ampak zakaj? To je znak, da se bolnik bori proti procesu demence, zapravo to je znak pravzaprav borbe. Tako da to je res tako prepleteno in neodvisno z katerega in kdo bo pogledal, kateri znanstvenik bo pogledal, na katerem nivoju boš pogledal. Zato pa je znanost tako zanimiva, ne? Intrigantna, da vedno tako rekoč mesečno iščete neke nove stvari in spoznanja. To zdaj za kader, ki bo prihaja v znanstvene vode. Ne? Profesor Dimovski, pogledajte, kronološka, biološka starost pa pogosto, kot pravi, nista usklajeni. Ne? Tu se pojavlja tudi socialna in ekonomska vprašanja, ki pa morajo upoštevati različne vidike in pa motivacijska stanja. Kako vi kot ekonomist pristopate k temu? Zdaj privatno, kot profesor. Bom povedal pa tudi privatno. Ne? Najprej bi se rad zahvalil gostiteljici tukaj z inštituta, če smem najprej odgovor na to vprašanje, pa tudi seveda predavateljice za izjemno predavanje in seveda to, da sem lahko v taki eminentni družbi. Mi najprej začnem posredno z odgovorom na to vprašanje, da na področju ekonomije, poslovnih ved, deloma socialnih ved in tako naprej praktično nismo imeli nobenih resnih študij z področja staranja. Staranje je bilo, kot je zdaj ta debata pokazala, bilo vedno vezano na individualno stanje posameznika. In to predvsem na biokemične, biološke in medicinske in druge procese. Medtem ko na področje staranja, pravzaprav v naših družboslovnih logih, ga ne moram bolj na glas. Prosti, da je naša PR-a bez faksa, tako da moram bolj na glas, bom probal. Ampak sem danes za mojo hčerko navijal, ki je tekla, pa da zmanjka, tako da mi dajte oprostiti. Morbite to znak staranja, 16. izguba glasu. V vsakem primeru, se bom potrudil, v vsakem primeru je to neka nova veda. Tudi mi smo se začeli s tem ukvarjati, prvi članek smo imeli napisan leta 2007. Age management, angliško je to age management, v slovenščini smo to prevedli kot management starosti, ne pa starostnikov, ker management starosti je v bistvu individualen proces. Kako se ukvarja s starostjo, medtem ko management starostnika je pravzaprav, kako se kot menedžerji ukvarjamo s tem, kam razporediti starejše zaposlene in podobno. Zdaj, to je zdaj postala precej razvita veda. Jaz sem ravno preživel 2 meseca na University of South Florida, ki je izvedla prvi multidisciplinarni doktorski program na področju staranja. In niso samo medicinci, niso samo socialni delavci, ampak je to postala neka multidisciplinarna veda, ki poleg tega, kar smo danes diskutirali, jemlje v obzir še celo vrsto drugih faktorjev. Eno od tega, kar si me Ina vprašala, je seveda ta motivacija. Mi smo ugotovili, da je v bistvu zakaj živeti eno glavnih vprašanj. In tudi mi, ko smo delali raziskave, smo ugotovili, da je v bistvu staranje zelo povezano s smislom življenja. Tukaj si ti smrt, gotovo. Je pa vprašanje definicije smrti, zakaj smrt, kako smrt, postavljeno zelo intrigantno vprašanje. Tudi v današnjem svetu, se vidite te razprave, eutanazija in tako naprej, je na prvo mesto vprašanje smisla bivanja, smisla življenja in tako naprej, kar pa delač presega medicinsko, biološko in drugo znanost, ampak posega na področju v bistvu duhovnosti, religije, posega na področju načina življenja in podobno. Tako da je to staranje postavljeno zelo, zelo kompleksna stvar. In je zelo težko pravzaprav enoznačno o njej govoriti. In ker je še posebej v današnjem svetu zaradi demokratizacije medijev postala toliko nekih smeti v govoru, da recimo se mi z našega področja družboslovja velikokrat ukvarjamo samo terminologijo, da razčiščujemo, kaj pravzaprav je posamezni termin, za kakšen pojav pravzaprav tukaj gre. In zaradi tega od vseh teh, recimo, vprašanj je prvo ta motivacija, zakaj pravzaprav še živeti.
Ker v glavnem ljudje, ki imajo nek življenjski projekt, življenjski program, živijo dlje. Se pravi, zakaj sem tukaj? Ker če ti nimaš, in to je tudi danes smo imeli eno debato, ker se pravzaprav to na univerzi se ravno to izpostavlja. Kaj je motiv? In ko se postavlja motiv nekega življenjskega projekta, zakaj si, zakaj nisi in tako naprej, je takoj v družbenem smislu se pojavlja vprašanje, pa je res potrebno se pa, 60-ih, 65-ih upokojiti. Jaz poznam ogromno ljudi, ki pa 90-ih ustvarjajo, sem jih zdaj spoznal. Se pravi, da je ta meja, da si v pokoju, nisi v pokoju in tako naprej, je dejansko eden izmed naših raziskovalnih projektov, ta Pre and Post Research Retirement, da je res se potrebno in kdaj je pravzaprav tisti pravi čas za upokojitev. Ker gledajte, kaj se dogodi, to smo se Zino v pripravljanju na to tudi pogovarjali, pa sem potem še malo bolj študiral to. Mi smo celo življenje v neki, spregi z institucijami. Smo dojenčki, novorojenčki, smo v bolnici, največkrat, če nismo toliko, da rojevamo doma, ampak to je manj kot 1%, zdaj ima če dalje več, ampak manj kot 1% v procesu oziroma teh zahodnih družbah. Potem gremo v vrtec, jaslice, smo spet z institucijo. Smo v vrtcu institucije, posamezniki in institucije, gremo v šolo posameznih institucija, gremo v službo, spet dobro, 1 šola, 2 šoli, 3 šole, ampak vedno v neki instituciji. Pridemo v službo, spet institucija. In smo celo življenje, če gremo kam v doktorju, upam, da k vam ne bom nekaj prišel, ampak v glavnem spet bom šel na institucijo, šel na banko institucijo, skratka, vedno smo v nekem plesu z institucijami, posameznik in institucija, vedno smo skoraj da bi rekel v nekem podrejenem položaju, vedno se borimo proti tem institucijam, zdaj govorim figurativno seveda, pride penzion, caf, nobena institucija, kaj sem, kje sem, v domu upokojenc, me ne sprejmejo, razen če čakamo v bistvu koliko 6 mesecev, pa še to moram biti že malo bolan, pa tako naprej, ali biti krajše telomere. Prav, zdaj bomo prišli v dom, bo rekel, jaz smo pa za 40% krajše telomere, vzem me v dom. Rekel, ne, pri nas imamo, veš, moraš imeti 45%. Skratka, to bo postala, ki se upa, da ne bo tako, ampak kakor je družba postala nora, se lahko to dogodi, da boš na dolžino telomerov v bistvu vstopal v neke institucije. Upam, da ne. No, ampak v glavnem, gledajte, hvala Bogu. No, ampak v glavnem, hotel sem to povedati, da smo ostali spregi z nekim institucijam. Pridemo v pokoj, otroci so šli od doma, najprej smo se veselili, da so šli od doma. No pa, nič ne pridejo. Ne sem, da oni ne pridejo, vnuki ne pridejo. Sam sem. Pol nastane institucija, ad hoc institucija, kot so, recimo, tako je moja mama hodila, mi imamo po vsak torek ob 10 imamo kavo preslavno. To je institucija, vsak torek od 10 do 12 se vedno in je bilo to predvidljivo, in tako naprej. Skratka, in zato je v bistvu eno vprašanje, ki je po moje zelo pomembno za področje staranja, kako bom v starosti živel. Ker to ni samo v bistvu, kako sem tisti trenutek počutil, ampak kako je svoje življenje lahko planirati. Ker če bom jaz vedel, da bom zaščiten, da bom imel neke priložnosti, da bom neke možnosti, nadaljevanje svojega življenja, svojih ambicij in tako naprej, bom seveda rad to naredil. Bom šel v penzion, če bom pa rekel, takrat me bo vsi pozabili, niti na predavanje, zaključno me ne bojo povabili, ampak v glavnem takrat je potem perspektiva nekega življenja v starosti bistveno drugačna. In zato je starost seveda ni samo notranja kategorija, telomerjev, epigeneze in tako naprej, ampak tudi socialno vprašanje. Oziroma, bom pravilno rekel, družbeno vprašanje, ki mi napačno prevajamo social v socialno, ampak je v bistvu social v družbeno, to pravilno prevajamo. No in v tem smislu je po moje, so te zahodne družbe, ki so pravzaprav osamile posameznika, so postale do tega, oziroma nimajo pravih odgovorov na vprašanje starosti. Kako pravzaprav živeti? Kakšna je struktura? In je tukaj veliko teh nekih iniciativ, ampak nobena ni v bistvu toliko jasno definirana, da bi to pomenila nek model. Vsak išče nek svoj model. Moji kolegi vsi želijo še predavati.
gre v penzion, pa vprašal, kaj bi ti delo, je isto, kot do zdaj. Skratka, ne bi šel več v penzion, ne? To je zaradi tega, ker predava, ker piše, ker članke, ker se pojavlja. Nekateri vidite, da so na televiziji blazno aktivni in tako naprej. Skratka, v bistvu imajo nek smisel svojega obstoja. In zaradi tega, to, kar sem vprašala, je točno res v bistvu ta motivacija, motiviranost. In ta v bistvu tudi sproža po moje psihosomatske procese svoje prisotnosti in tako naprej, ker ugotovili so na tisti, ki so najdlje, na Francozinja, pa tukaj manjka še Hunze, ne? Hunze so še taka enklava, ne? Pod Himalajo, ki pijejo vodo, ne? Informatizirano vodo in tako naprej, in je tudi cela vrsta v bistvu, ne, ker moj oče Makedonce celo ena teza, da so to ostanki kralja Aleksandra, mislim tiste Aleksandrovih vojakov, ki se niso želeli nazaj vrniti, ki so tam ostali, ker imajo modre oči in tako naprej in so tako v bistvu zelo podobni, ker so enkrat celo bili na obisku v Makedoniji, so rekli, dober dan, moja braća. Mislim, skratka, to je to. To pa to Hunza zapomnila. No? Ampak v glavnem, to so po mojem tisto vprašanje, ki so odprta in da rekel skrajšam, ne? Mi nimamo jasne tega družbenega inženiringa za staranje, za starost. In mislim, da je to bo postalo eno glavnih izzivov, na kakšen način v bistvu starost preživeti. In videl sem, da Evropa in Amerika sta tukaj različna. Amerika, longevity, youthfulness, be young as long as possible. Ne? Evropa smo zaenkrat, če so malo bolj pametni, ne, pa sprejmemo v bistvu te naravne zakonitosti, pa rečemo, da se staramo prijazno, ne? Pa da v starosti živimo neko prijazno življenje, medtem ko Američani, ko sem videl, so pač išli v drugo smer, ne? V bistvu iščejo načine pomlajevanja in je v bistvu pomlajevanje glavna tema. Tudi vsi ti hollywoodski zvezdniki, how young you look, tako naprej, skratka, vsi so med tem videzom, ne? Kako kdo zgleda, kaj kdo zgleda in tako naprej in se vlačijo, mislim, v starosti se vlačijo kot dosti se to ni nič narobe, ne? Prosim? Ja, jaz nisem imel drugega, ki da ampak v glavnem gre za to, ne, da je po moj glavni izziv, ker nekaj se pa dogaja v celi Evropi in mi smo ravno kar izdali neko knjigo, ki smo probali vse teorije zahodnega sveta o staranju združiti, ne. Dogaja se pa to, da v bistvu je to postalo in postaja neko politično torišče. In definitivno, kolikor ne bomo prišli v Evropi, govorim, ne samo Slovenija, ne, do nekih odgovorov, ne, kakšen je ta družbeni inženiring v bistvu starajoče se družbe, kar nedvomno smo v Evropi, ne, potem bo to sigurno lahko imelo tudi daljnosežne politične posledice. Ampak omenil si, da obstajajo neke razmislek nekih projektov ali pa modelov, kako, ki pa naj ne bi bili da ne bi šlo za segregacijo? Predvsem moramo izhajati iz tega, nekako napačna je teza, da je mlada populacija heterogena, starejša populacija pa homogena. To je v bistvu relikt preteklih časov, ko je bila starejša populacija mišljena kot neproduktivna, kot odvečna in tako naprej. Tudi imenovanja, kot so hiralnica, domovi za umiranje in tako naprej, ne, so samo odraz tega, da ko je nekdo postal, recimo, ko je šel penzion ali Kitajske in tako naprej, da ni bil več produktiven del družbe. Preko empirično smo ugotovili, da tista krivulja, ne, ki pravi, ne, da se pred upokojitvijo, ne, da se produktivnost niža, je to samo pogojno res. Ker če bo nekdo te rekel, prost, stari, ne vem, kdaj se boš ti tukaj, ne, skratka, starizem, ne, da se pravičujem za tak način govorjenja, potem boš posebno ne imel nobene volje, da boš ti delal. Če pa rekel, lej, ti si nujno potreben, sicer si 72 let star, ampak naslednjih 10 let te bomo nujno rabili. Ja, raketa, ne? Mislim, tako, ne? Skratka, v tem smislu, ne, je zelo pomembno, kakšna je tudi pozicija takega človeka, in jaz mislim, da je to tisto. Zdaj pa na tvoje vprašanje. Obstaja cela vrsta nekih iniciativ. Od teh, ki zdaj mi se ukvarjamo z tako imenovani difuzor, dom za starejše, skratka, da je centralna logistična enota, potem je pa cela vrsta, recimo, stanovanj, hiš in tako naprej, v katerih starostniki živijo.
do bistvu preživljanja v domovih druge, tretje, četrte, pete, če hočete generacije in tako naprej. Skratka, cela vrsta so bivanj, ne? Ampak kjer je pa tista optimalna in pa zaenkrat težko, ker se tudi družba zelo spreminja. Glejte, ta digitalizacija, mi že skoraj sestanka nimamo več, ker smo v živo. In ko pridemo, se kar skoraj tako malo tipamo, si res misli, je to ghosting, ni ghosting, tako. In smo vsi veseli, ne, da v bistvu nekdo je prišel, ne. In je enostavno to tudi spremenil celotno komunikacijo. Jaz pri študentih vidim, se pravičujem, ne, jaz sem najraje na svetu sem učitelj, no. Tako kot vidite, ne. In v bistvu to rad tako spočel. Predavam pa tudi na ekonomskih velikih dvoranah, ki je po 600 ljudi noter in predavatno ne s prvo predavanje v prvem semestru, ko pidem note to v prvi semester šunde. Bla, 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 tako naprej. Razen prvo poporonsko predavanje bo po vse tih. In mi je bilo grozno. Ko sem prišel, so neki ljudje, prosim vas, govorite. Dajte se, pa pravim, a ti poznaš tega, ki zraven tebe sedi? Tega. Kratka, so bil tako, ne? In se to prenaša po celi družbeni vertikali in horizontalni, bi rekel, ta način ali pa ne način komuniciranja. Kar pomeni, da se je ta proces v bistvu začel, bo reverzibilen, bo irreverzibilen, ne vemo. Vse ne vemo, tudi zdaj še niso to govorljivi, ki pridem noter drugo leto, kot so bili včasih, ne. Je to verjetno, bo to neke posledice in to bo seveda tudi se preneselo na starejšo generacijo in tako naprej. Tako da odgovor tukaj je definitivno ne mora biti enoznačen, ampak je te iniciative, ki bodo verjetno sobivale, ne, ker ne bo recimo kakšno generalno kot družbeno prevladane. Se pravičujem za malo daljši odgovor. Ne, pa se to je zelo dobrodošlo, ne, mislim, osvetliti te stvari, konec koncev tudi zaradi tega, da to ne ostaja samo v okviru znanosti ali pa strogo medicine ali kakorkoli epidemije, ampak postaja vedno to bolj širši družbeni in pa tudi politični problem, ker se bodo mogli prej ali slej tudi s tem soočiti. Lahko en komentar na tvoje. Ti si rekel, da skozi živimo z inštitucijami, oziroma smo peti v neke inštitucije, od dojenčka naprej. Veste, pa lahko povem eno mojo lastno izkušnjo in sicer zdaj, ko sem se sprijaznila s tem, da sem v penziji, imam prvič v življenju možnost, da se samo odločam, kaj bom delala, prvič. Nobeden me ne preganja, nobeden me ne reče. In kdaj bom kaj delala. Mislim, da je to tak luksus, ki ga nimaš prej v življenju nikoli, ne, in je perfektno. Spodbuda za mlade. Ja, tega nimaš, tako smaš neke roke, tako smaš neki pisati, tako smaš neki, ne, te preganja in tako naprej, pa nikoli nisi dosti dober in taki, ne, potem se malo umiriš in zbiraš. To se mi zdi, da imaš možnost izbire, to se mi zdi nekaj najlepšega. Zelo lepo ste to povedali, in to se zdaj recimo potekajo zelo intenzivne študije v teh 5, nekateri pravijo 7, tako imenovanih modrih conah, kjer na primer Okinawa, Ikarija, Lindalom ali kaj, ne. No in zdaj recimo poteka niz študij, od zelo genetskih do zelo okoljskih. Kaj je, zakaj ti ljudje so pri 95 pravzaprav še taki neki mladostniki, nekih nihče ne resen, ko pa se bližajo 105., 110. rojstnemu dnevu, so pa res tisto, kar se za to okolje spodobi. No in prihajajo zelo zanimive, to so študije, ki še trajajo zdajle, prihajajo taki zanimivi podatki. Ena je, da imajo precej spremenjeno genetsko strukturo v tistih segmentih, kjer recimo so neke genetske predispozicije lahko zelo škodljive. Recimo, če bi vi videli eno zadnjih fotografij te Jeanne Calment pred njenim 123. letom, mislim, da je bila takrat stara 121,
22 let, bi videli en tak čudovit obrazek, ne, ki je zelo star, ampak tako nasmejan, ima cigareto in ima ne vem, karkoli imajo, Francozi mi radi pijejo, šerji, vermo, kaj takega, in ko se smeji, no, in kaže se, da ti ljudje dejansko imajo malo, mislim, nihče zdrav danes ne bi svetoval, veste kaj, lepo pite, kadite, vse bo v redu, uživajte življenje. Ne, zato ker vemo, da če kadiš in piješ in tako naprej, da prej umreš in da imaš veliko neprijetnih bolezni. No, ampak ti imajo neke zaščitne gene, ki jim blokirajo tiste gene, ki čez kadim so škodili. To je ena stvar, ki so ugotovili. Ugotovili so, da se seveda ti ljudje gibajo, kot ste mi lepo rekli, 10-krat več. Zakaj se gibajo? Ker so to ponavadi pokrajine, kjer so neki grički ob morju in potem morajo koza jim pobegne in potem seveda morajo cel dan laufati, da tisto kozo ulovijo. No in ne se pravi, to je, potem seveda nimajo stresa, tam se starejši tam dobijo pred gostilno, malo obirajo, tiste mladenke, ki so stare samo 80 let, recimo, so žrtve obiranja. Predvsem pa ena stvar, ki je pa med zadnjimi prišla in ki je mene, moram reči, presenetila, nisem bil na njo pripravljen, da to lepo ilustrira to, kar ste vi rekli, da imajo vsako jutro, ko se ti ljudje prebudijo, se zbudijo z nekim smislom, z nekim ciljem. Aha, sosedova reska je bolna, pa ji mora zdajle nesti, danes ji mora nesti en krožnik fig. Ali pa recimo, kozam je treba popraviti tisto ograjo. Vsako jutro, ko se jaz prebudim, imam nekaj, za kar moram še ta dan živeti. Vse lahko si v penziji, ampak recimo, če imaš ti nek smisel, zdaj pa lahko v miru jaz naredim načrt za to in to knjigo, ali pa tako me je vedno zanimalo, ne vem, kako so živeli Maji. Bom odšla v Gvatemalo, pa bom šla. Ali pa recimo, če nisi v penziji, pa ti družba omogoči, da vendarle boš še pri 74 letu poučeval tisto, kar imaš tako zelo rad in da če misli. Ampak nek smisel. To me je recimo kot medicinca po svoje presenetilo. Zelo sem bil zadovoljen z izsledki genov, pa encimov, pa fizikalnega gibanja, ko pa mi je nekdo povedal, ampak ti ljudje se zbudijo z smislom, mi je bilo pa zanimivo presenečenje, ki ga verjetno en družboslovec ljudi, ampak psiholog veliko bolj dojame, razume, pa počas ga dojemamo in ne razumemo tisti, ki smo starejši. Pa optimistični so. Pa optimistični, to je zelo pomembno. Ja, no jaz mislim, sam še to, mislim, glede epigenetike in pa gibanja, ker ste zdaj vsi omenjali to, pokazalo se je, da recimo oseba, ki telovadi in se giblje več kot 150 minut na teden, ima manj možnosti obolevanja smrtnosti in funkcionalne odvisnosti, kar za 30%. Kako bi to komentirali? Pa posvojili pa vsi mi. Veste, to je tako, te številke, teh 150 minut na teden so si enkrat zmislili, da so neki postavili ne telovali. Jaz pravim, vsak je edinstven. Edinstven in mora vse ravnati, kaj mu odgovarja in kaj ne. Tako da, a je zdaj to 150 minut ali pa je 3 ure, jaz ne vem, odvisno od človeka, vsekakor je pa dokazano, da telesna dejavnost, tako se pravilno reče, telesna dejavnost, ima zelo pozitiven vpliv tako na te naše metabolne pa signalne poti, ki spodbuja tisto, ko je za zdravo staranje, kot tudi na počutje, ker se nam hormoni sprožajo in smo boljše volje, ali dopamin, ali kjer dela. In smo bolj razpoloženi, smo boljše volje. In to pa ogromno prispeva, če si pozitiven, če si dobro razpoložen, to ogromno prispeva, ker nisi v stresu.
Ampak, a veste, recimo take številke, a ne, nektemu to zelo pomaga, ne? Da je neka motivacija odzadaj, a ne, se potem pride v navado. Ampak kljub vsemu, a ne, mislim, to ti naši fiskulturniki, a ne, zelo radi poudarjajo, recimo tudi v smislu teh številk, ne. Ja, sej to je pač priporočljivo in to se ja, ravno zaradi tega, ker ti potem, ko začneš, pride to v navado. Še tukaj? Profesor Pirtošek, pa ste še vi kakšno? Ok. No? Ja, prosim. Ja, seveda izvolite. To je profesor Turk, ne? ki mora biti komentar. Dva dni ali 3 dni nazaj sem prebral krasno misel, ki jo izrekel David Lynch, znani filmski režiser, ki je rekel približno takole: kaj najhujša stvar pri staranju? Vedno. To, da se spominjamo svoje mladosti. Ker dokler ne radaš dementen, pol ta stvar rešena, profesor Pirtošek gleda. Ampak mogoče samo komentar, na Tamarino predavanje, kjer sem ga že direktorci povedal, recept za dolgo življenje je očitno biti brez hrane, brez seksa in živi 150 let, pa kakšen smisel. Ja. Drug komentar, tretje pa dane, da dejansko, če govorimo o staranju, jaz mislim, da absolutno ne smemo govoriti o podaljševanju življenja, ampak moramo govoriti o kvaliteti življenja. Zato to, da recimo doktrina danes v razvitem svetu je taka, da življenje podaljšujemo in poznamo svoje starše, recimo sorodnike in tako naprej, ki jim življenje podaljšujemo s tem, da vsak dan zaužijajo 1 kilo zdravil, razno za 100 bolezni, niti ne vemo pravzaprav, ali je to pametno, kakšne so kontraindikacije in tako naprej, ampak mislim, da bi mogli narediti ta ključen preskok od tega podaljševanja življenja, ki ga danes moderna medicina pravzaprav lahko podaljša, pa to, kar ste govorili iz tega družbenega vidika, da starostnikom v bistvu omogočamo kvalitetno življenje. To je samo to. Najlepša hvala.